Akcija ustvarja jasnost, jasnost ustvarja samozavest, samozavest pa ustvarja rezultate. Živjo in dobrodošli v današnji epizodi Nov Solodrop, prvi v drugi sezoni in naslov je Mind Jump v novo pomlad, ker pač 20. se je začela koledarsko pomlad in pomlad ni samo tako letni čas, je prav tak občutek, vibe, energija, priložnost in narava se prebuja, dnevi postajajo daljši. In nekaj v nas se tudi, ko se mi zdi, začne živahno premikati. Pa drugače sem prehlajena, zato še vedno, zato imam tako čuden glas, ampak bo v redu. Tako da, in ker se vse okrog nas začne tako živahno premikati, se mogoče tudi pri nas pojavljajo kakšni tisti notranji glas, ki pravi, zdaj je čas, zdaj lahko začneš znova. Če ne drugega, da začneš nazaj laufati ali pa da pospraviš tiste omare, ki so bile že zdavnaj za pospraviti. Ampak pozabimo pa na našo mentalno podstrešje, se pravi na svoje misli. In danes bi o tem želela govoriti, kako prečistimo svoje misli, pa kakšna prepričanja, ki jih imamo, kako se zares osredotočimo na svoje cilje in kako narediti en konkreten action plan za nov začetek. Tako nekako teorija, pa malo združene prakse za boljše razumevanje sebe. Tako da cilj te epizode je, da se majčkeno bolj spoznate. Tako da kar začnimo. Zakaj se držimo starega? V psihologiji obstaja koncept cone udobja in negativne pristranskosti možganov, negativity bias. To pomeni, da naši možgani naravno dajo večjo težo potencialni nevarnosti, kakor pa potencialni priložnosti. Se pravi, prej bomo pomislili, kaj gre lahko narobe, kakor kaj gre lahko prav. Preden pa sploh lahko skočimo naprej, moramo pa razumeti, zakaj stojimo na mestu. Veliko ljudi misli, da je v bistvu problem v pomanjkanju motivacije, ampak v resnici gre za zavezanost. Navezanost na eno verzijo sebe, se pravi na neke stare navade, na stare zgodbe, ki jih verjameš, pa ki si jih predvajaš. In v coachingu ful rada postavim vprašanje, kaj trenutno držiš v svojem življenju, čeprav veš, da ti ne služi več. Se pravi, kaj so tiste stvari, ki že res čutiš, prav čutiš, da niso več zate in da jih moraš spremeniti, To so lahko različne stvari. To je lahko odnos, način razmišljanja, rutina ali pa mogoče celo nek cilj, ki ni več tvoj, ki ga ne čutiš kakor svojega, ki ne čutiš, da je to nekaj, kar bi hotel doseči. In česa se bojiš, da se bo zgodilo, če to spustiš? Ker tukaj pridemo do resnice, Ne držimo se starega zato, ker je dober za nas, ampak zato, ker nam je znano in udobno. In da se spomnimo, kaj smo, kaj v resnici hočemo, moramo pozabiti, kaj smo se naučili, da smo. In moramo stare stvari spustiti in dati sebi priložnost, da raziščemo nove stvari, ki nas zanimajo, da odkrijemo nova področja, ki so mogoče za nas. Tako da gremo naprej na umetnost spuščanja. Se pravi, po psiholoških modelih identitete se ljudje ne navežemo samo na situacije, ampak na zgodbe, ki jih imamo o sebi. In ko želiš nekaj spustiti, v bistvu ne izgubljaš samo te dotične navade, ki bi jo rad izgubil, ampak basically izgubljaš cel del identitete. In naprimer, lahko si rečeš, da sem tak človek, ki to mora zdržati, ali pa jaz nisem tip človeka za spremembe, ne znam narediti spremembe. In v tem mindsetu, ki si, je to zate 100% res. Se pravi, ti misliš, da zdajle tega pač res ne zmoreš. In
tukaj si lahko, če mislimo, da kakšne stvari ne zmoremo, ali pa tako, si lahko postavimo recimo vprašanje, ali sem pripravljen še naprej ostati ista oseba. Pač zato je spuščanje tako težko. Ne zato, ker ne veš, kaj narediti, ampak zato, ker moraš dejansko postati nekdo drug, se preoblikovati svoj pač način življenja, kako deluješ. In tukaj v coachingu rada uporabljam princip zavedanje, odločitev, akcija. Se pravi, najprej, pa tudi najbolje, v bistvu pomembno zavedanje, da se sploh zavemo, kaj mi ne služi več, kaj ni več zame, in tudi, da se zavedamo, kaj hočem postati. Se pravi, svoje nočem, hočem je treba poznati. In potem, ko to poznaš, lahko sprejmeš odločitev, kaj si pripravljen spustiti. In ko sprejmeš to odločitev, potem lahko narediš akcijo. Kaj bom že danes lahko naredil drugače. Takoj, ko se vprašaš, kaj lahko že danes naredim drugače, greš miselno v pozicijo moči in si daš možnost, da takoj nekaj spremeniš. Da ne čakaš na jutri in da ne postane pol to spet enkrat izgovor. In lahko pol hitro spremeniš majhne korake v velike uspehe. Valjda, zraven teh majhnih korakov moraš imeti pa tudi dober plan. In lahko tukaj predlagam eno mini vajo, da si na list papirja na eno stran napišeš, kaj puščaš za sabo, pa na drugo stran, kaj izbiraš. Naprimer, na eno stran napišeš dvom, v drugo, se pravi, puščam dvom za sabo, izbiram zaupanje. Puščam odlašanje, izbiram akcijo. Puščam za sabo strah, izbiram radovednost. Pomembno je tukaj tudi vedeti, da to spuščanje, to ni neka izguba. V bistvu delaš prostor za novo verzijo sebe. Se pravi, umikaš stvari, pospravljaš stvari, ki ti več ne služijo, in s tem odpiraš prostor stvarem, ki so bolj ti, in ki jih lahko na novo raziščeš. In pomlad je v bistvu nekako tak simbol tega. Začne se to pomladno očiščenje, vse materialno odstranimo, prezračimo, vse cveti in se mi zdi tako naravno, da začutiš to potrebo, da je čas za nekaj novega, za nekaj svežega. In tudi prav je, da ne pozabimo na ta mentalni preskok v pomlad. In gremo naprej na notranji dialog. V kognitivni psihologiji velja, da naše misli niso objektivna realnost, ampak interpretacije, ki jih možgani ustvarjajo na podlagi preteklih izkušenj. Se pravi, ni absolutno res, da če pošlješ prošnjo za službo, da te bodo zavrnili. Ampak, če so te v preteklosti, ki si kdaj poslal prošnjo za službo, zavrnili, bo zdaj to nekako postala tvoja resnica in ti boš temu verjel, ker si razvil neka čustva ob tem. In po možnosti na koncu sploh te prošnje za službo, ko se bo pojavila nova priložnost, ne boš poslal. In to je nek tak praktičen primer tega, da si naše misli poustvarijo neke situacije, ki se v bistvu še ni zgodila in rezultat sploh ni še določen glede na prejšnjo, ki se je že zgodila. In tvoj notranji glas ni vedno resnica. Je pogosto sam zaščitni mehanizem v smislu tega, da se zaščitimo pred nekimi negativnimi občutki, v tem primeru razočaranjem. Se pravi, ne bom poskusil, ker mi mogoče ne uspe. To ni lenoba. To je samo ta zaščita pred razočaranjem, pred našim notranjim svetom, pred notranjimi občutki. Pa tudi to ima svoje ime. Temu lahko rečemo psihološka blokada. In je pogosto rezultat naučenih vzorcev, kakor sem rekla, ko so nekoč služili kot zaščita, danes pa omejujejo ta razvoj. In blokada ni problem, je samo nek star program, ki ga je treba zamenjati. Ampak postane pa problem, če si ga na repeat predvajaš. In najpogostejši neki taki programčki so dvomi, strahovi, odlašanje, perfekcionizem, in to v nekem notranjem dialogu v praksi izgleda tako, da si oseba reče, da ni prav čas, nisem še pripravljena, ne zmorem, moram biti 100% ready na karkoli. In recimo mini vaja, ko pride misel, ne zmorem, jo lahko reframaš, ker zdaj vemo, da je to nek naučen odziv, ki se je razvil kot obrambni mehanizem, lahko zdaj podvomimo v to razmišljanje, ki ga hranimo v sebi. In se sprašujemo, a je to res, in pogledamo iz vseh
različnih zornih kotov, ali lahko še kaj drugače, in se konec koncev vprašamo, a je to dejstvo, a je to zaščita, a je to samo nek strah, in raziščemo, kaj se zdaj tukaj v bistvu dogaja. In je v bistvu res dobro, kdaj tudi podvomiti v te svoje misli. In gremo naprej na naše želje. Vedenjska psihologija kaže, da ljudje pogosto prilagodimo želje svojemu okolju, da zmanjšamo notranji konflikt in občutek tveganja. Se pravi, da si ne bi mogoče glede na okoliščine pač kdo kdaj želel preveč, kakor radi rečemo. In mi si mogoče za nekoga želimo preveč. Pač vsak ima svoje zmožnosti, svoje vidike, svoje želje, svoje cilje za prihodnost. Hočem reči, da smo si različni. In da recimo nekdo, ki si želi zgraditi hišo v primerjavi, bo nekomu, ki sanja o stanovanju, bo to že preveč. In tukaj pride do nekega konflikta znotraj nas. Težko se izražaš v tej okolici, v kateri nisi razumljen pa podprt, in pa si hitro lahko tumač. In s tem spet pridobimo nek pač vzorec. In tukaj to ne pomeni, ker se pa ne govorimo, ne razlagamo več svojih želj in tako, ne pomeni, da nam ne zmanjka želja, ampak naučimo se jih utišati dobesedno. Primera, se pravi, to ni realno, to ni zame, če pa on rekel, pa to pa res ne morem, to je pa pretežko. In potem počasi na ta način začneš zmanjševati igro. In gremo lahko takoj naprej na osredotočenost na cilje. Veliko ljudi ima cilje. Kakor je to pomembno, je tudi pomembno ustvarjanje neke jasne smeri, kam gremo. Kaj ena stvar, ki jo želimo doseči, za nas konkretno pomeni, s tem raziščemo to jasnost ustvarjanja smeri, v katero gremo. In brez jasnosti ni fokusa. V coachingu rada uporabljam vprašanje, ko pridemo do pomanjkanja fokusa, kaj si res želiš. Ne tisto, kaj misliš, da bi mogel, ampak kaj si res želiš. In pa, če bi vedel, da ti ne more spodleteti, kaj izmed vsega bi izbral zase. Zdaj pa ključne. Cilji morajo biti konkretni, merljivi, pa čustveno povezani s tabo. Rad bi bil bolj uspešen. Se pravi, to je treba malo bolj definirati. V naslednjih 3 mesecih, na primer, želim povečati svoj dohodek. Definirati uspeh. Kako izgledaš uspešen ti? Kako se počutiš uspešen ti? Kako razmišlja uspešen ti? Kako se pogovarjaš, katere besede izbiraš? Kakšna verzija v koncu koncev sebe želiš postati? In zakaj nekaj delamo toliko pomemben? Zato, ker zakaj te drži po koncu, ko tista začetna motivacija pade. Na začetku je itak totalen hype in pol se to malo popusti. In ko boš imel svoj zakaj nekaj delaš, bo speljal stvari tudi takrat, ko je motivacija čist na lov. In se pravi, postaviti si zakaj, recimo, rad bi postal uspešen zato, da si razporejem svoj delovnik, zato, da sem več časa z družino. In ko bo težko in ko boš en izziv trenuten premagoval in ti bo težko in se boš spomnil na svoj zakaj in se boš spomnil na ta, zato, da imam več časa doma z družino, se ti bo zdelo vredno tega in boš to naredil. Tako da, zakaj si razvozlati vsak za sebe, zakaj določene stvari delamo, je res ful pomembno. In gremo naprej, na akcijo. V nevropsihologiji vemo, da akcija ustvarja nove nevronske povezave. To pomeni, da z vsakim dejanjem dobesedno preoblikuješ svoj način razmišljanja. Posplošeno. Zato v bistvu ne rabiš najprej neke samozavesti, da nekaj novega začneš. Ampak rabiš akcijo, ker brez te akcije je vse samo ideja in vse nekako v oblačku ostane. Naprimer, pride misel, ne zmorem. Ne zmorem shujšati 30 kg. Akcija. Narediš majhen korak v pravo smer. Greš dnevno, naprimer, na 10-minuten ali pa 20-minuten sprehod, kolikor zmoreš. In ta akcija, ki si jo naredil, te pripelje do miselnega rezultata, mogoče pa vseeno zmorem. Če sem šel danes na sprehod, pa jutri bom šel, pa pojutrišnjem, pa bo to že nekaj. Če nekako pridemo do tega miselnega
rezultata, ok, mogoče pa zmorem, smo spet v tej poziciji moči in si razdelimo lahko cilj na manjše enotice, da ga lahko lažje dosežemo. In ta model tudi prakticiram sama, da postavimo si cilj in ga razdelimo po delčkih, kako bomo do tega cilja prišli z majhnimi koraki. In postavimo te korake časovno sledljive, merljive, specifične, da imamo lahko, se pravi, prav en roadmap do končnega cilja. In tukaj pogosto pride pol do nekega notranjega konflikta s sabo, ja, ampak to je premalo, 10-minuten sprehod ali pa samo 2,5 kilske uteži, to je premalo. Ja, ni res, lahko si natreniraš in si rečeš ne, to je šele začetek. In se spet premakneš v miselno pozicijo moči in imaš zagon za naprej. Praktično si daš možnost in se motiviraš za naprej. In ključno je tukaj vedeti, da akcija ustvarja jasnost, jasnost ustvarja samozavest, samozavest pa ustvarja rezultate. In ko pa vidiš rezultate, pa si pa naprej motiviran in si dejansko sam sebi motivacija za naprej, ker veš, da ti je uspel že toliko daleč priti. In zakaj je zdaj najboljši čas, da se teh stvari lotimo? Veliko ljudi čaka na ponedeljek, na nov mesec, na novo leto, ampak resnica, najboljši čas je vedno zdaj, vedno vsak trenutek. Pa zakaj glih v pomladi? Pomlad te pa dejansko pri tem podpira, ker je več energije, več svetlobe, več gibanja, več si vzuni na zraku, mrežeš se z ljudmi, družiš se z ljudmi. In to ni naključje. Tukaj si lahko vzameš priložnost za nek naraven reset in malo prečistiš stvari. In eno vprašanje za razmislek mogoče zate, kaj bi se zgodilo, če bi to pomlad vzel resno kot svoj nov začetek. Se pravi, kakšen bi bil lahko čez 6 mesecev ali pa naslednjo pomlad? Kaj se lahko zgodi? Ne rabiš biti popoln ali pa popolna, niti si vsega popolno zamisliti v detajle, kako bo to šlo, ampak da si zavesten in si daš dejansko priložnost, da lahko o tem razmišljaš. Kdo sem lahko čez 6 mesecev, če zdaj stopam v akcijo? In spet si v tej poziciji moči. In že danes, s tem, ko si poslušala ta podcast, si naredila nekaj pomembnega. V bistvu ga nisi sam poslušala, ampak zdaj boljš razumeš sebe. In se mi zdi pomemben si zapomniti, da ne rabiš popolnega plana. Rabiš samo tisto iskreno odločitev v tebi, kaj si želiš, kam hočeš priti, kaj hočeš postati in kdo hočeš postati. In puščam še par vprašanj za razmislek. Kaj me ne izpopolnjuje več, kaj želim v prihodnosti zase, kaj lahko naredim že danes in kdo sem lahko čez 6 mesecev, če danes začnem z akcijo. Evo, to je bil Mind Jump v novo pomlad. Hvala, ker ste bili z mano. Valjda ne bomo pozabili kartice izbrati, ne? Tako da... Ja, čakaj, kako pa ne zdaj je to? Ja, se je res zoprn, kaj z drugim rečem, ne mešajo, pa si sami vam potegnejo. Ni boš kam odločiti. Ok, ta prava. Vsak dan se učim in rastem. Ja, res. Pač glavno je, da si daš priložnost, da opažaš stvari, ki so za učenje, pa za rast. Pa se res lahko vsak dan učiš, pa rasteš. Se poslušamo.